Porod na domu. Povod je seveda tragični dogodek v Gornji Radgoni, kjer je pred dnevi pri porodu doma umrl novorojenček. Porod je spremljala porodničina znanka, domnevno babica, ki pa ni tudi v Sloveniji pooblaščena babica, kar bi bilo sicer pri nas dovoljenem in mogočem rojevanju na domu nujno. Seveda konkretnih okoliščin tega primera ne moremo in ne želimo komentirati, vsekakor pa bi radi osvetlili nekatera vprašanja o rojevanju na domu nasploh in zato smo zelo veseli, da se je na naše vabilo odzvala profesorica doktorica Nataša Tul-Mandić, vodja Centra za nosečnice, bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna. Dobro večer in dobrodošli. Porod na domu je v bistvu tisočletja veljal za najbolj običajno obliko poroda. Še vedno je to tudi možno in dovoljeno, tudi Evropsko sodišče za človekove pravice državam prepoveduje prepoved poroda na domu. Zdaj, kakšno pa je vaše strokovne stališče glede smiselnosti poroda doma? Tisočletja in v velikem delu sveta je danes to še vedno edina opcija, porod na domu. In tudi v Sloveniji še v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja so ženske rojevale doma. Tudi danes se to dogaja, nekatere porod preseneti nenačrtovano, nekaterega tudi načrtujejo in poroda na domu nikakor ne moremo prepovedati, tudi če bi ga želeli, pa ga ne želimo. Imamo pa seveda regulacije, ki omogočajo smernice za varen porod na domu. Kljub temu je stališče danes vseh slovenskih ginekologov in porodničarjev, velike večine babic in pediatrov, neonatologov, da je porod v porodnišnici veliko bolj varna oblika, tako za nosečnice, porodnice, kot za novorojenčke. V Sloveniji v primerjavi z nekaterimi drugimi državami teh porodov doma zelo malo. 0,5% je bilo v največjem številu v času COVID, recimo v Avstriji 1,8%, Nemčija 2%, Nizozemska 30%. Zdaj, kako si razlagate to diskrepanco? Nizozemci so zanimivi. Oni so še v 90-ih letih imeli 70% porodov na domu in od takrat strmo pada. In danes ga imajo okrog 30%, še vedno delež porodov na domu pada. Pada zato, ker so porodi v porodnišnicah varnejši. Nizozemci imajo izjemno dobro organiziran ta sistem porodov, kjer zelo natančno določijo, katere nosečnice lahko rojevajo doma in imajo izjemno usposobljene babice za porod na domu, kar mi nimamo. Njihove babice imajo prav posebno šolanje samo zato, da vodijo porode na domu in jih vodijo po 50-100 na leto. Pri nas to seveda takih babic nimamo. In kar je še pomembno, ko se ženska, ki dobi dovoljenje za porod na domu na Nizozemskem, odloči za to, dobi poseben set, kjer so seveda vse te rjuhe, sterilne podloge in set za oživljanje novorojenčka. In njihove babice so za to usposobljene. In kljub temu se približno 20-30% porodov, ki se začnejo na domu, konča s transportom v porodnišnico, kar je smatrano kot zaplet in kar neprijetno je, če se sredi poroda zgodi transport. Porod doma je nekaj veliko bolj intimnega, ljudje so tudi okoli, ki jih drugače ne bi moglo biti. Tam ali pričakujete zaradi vpliva socialnih omrežij nekakšen preobrat v trendu tudi pri nas ali ne? Ne. V bistvu ne. V bistvu porod je tudi v porodnišnici lahko izjemno intimen in v zadnjih letih se izjemno trudimo, da so porodi v porodnišnici ne samo zelo, zelo varni, ampak tudi prijetni in taki, kot si jih ženske želijo. Zelo se jim želimo približati njim, njihovim partnerjem, tudi njihovim spremljevalkam, ki jih imajo s seboj in je porod lahko zelo, zelo intimen. Tudi doma, jaz se včasih težko predstavljam eni večstanovanjski hiši, ko se porod dogaja, pa med popadki ženske, ki rojevajo brez analgetikov, niso čisto tiho ali pa med iztisom, je glasno. Kako to slišijo sosedi, to slišijo, tudi ne vem, če je to vedno najbolj intimno. Še eno vprašanje. V Sloveniji stopnja umrljivosti dojenčkov med najnižjimi v Evropi. Je to tudi povezano s tem, da imamo dober sistem in da, kot rečeno, v Sloveniji izrazito rojevajo, moški še ne rojevajo, predvsem v bolnišnicah? To je povezano z zelo dobrim sistemom prenatalnega varstva, s tem, da mi skrbimo za ženske še preden zanosijo, dostopnost do ginekologov, do kontracepcije je izjemno dobra v Sloveniji, da za njih dobro skrbimo v času nosečnosti in pravočasno prepoznamo tiste, ki imajo dejavnike tveganja za zaplete in te zaplete rešujemo še preden se pojavijo v neki razcveteni obliki in da porode zelo varno vodimo. Definitivno je povezano tudi s tem, da ženske rojevajo v porodnišnici, kjer je pri porodu seveda babica, ampak če je potrebno, je vedno takoj zraven še druga babica, pediater, anesteziolog in nenazadnje porodničar. In
zaplete pravočasno preprečimo, da do njih niti ne pride. In to je ključ, zakaj imamo v Sloveniji tako dobre rezultate, ki so med najboljšimi na svetu.